tej akademiji bi danes ob koncu predstavili še programsko opremo ASIS, ki smo jo skupaj s partnerji izdelali v projektu. Poskusil najprej deliti zaslon. Deluje. Ja, vidimo. Sam še čez cel ekran, da je tako, super. Za začetek bi postavili vprašanje, kaj naredi projekt družbenih inovacij uspešen. V okviru projekta smo to opisali z naslednjimi besedami, in sicer, da je to trajnostna vključujoča sprememba življenjskih in socialnih oziroma družbenih razmer. In kako smo v bistvu to bolj natančno definirali? Uspešen projekt družbenih inovacij dosega svoje mejnike, svoje ciljne skupine zagotovi družbene inovacije in pa ključno njegove idejne rezultati so preživeli, kar pomeni, da projekt oziroma storitev še vedno poteka oziroma ji je sledil nov projekt. To je podobno, kot je prej gospa Anita razlagala, da njene stvari, ki jih je postavila, še vedno živijo. Se pravi, da to je odlično. To je, mislim, da je tudi najbolj pomemben rezultat uspešnih projektov. Kako prepoznamo perspektivne projekte družbenih inovacij? To zna biti težko, sploh za nekoga, ki v to ni tako vpet, ker mi lahko sodelujemo v neki družbeni inovaciji, lahko jo celo delamo z njo, pa ne vemo, da je to družbena inovacija. Mogoče to ne velja toliko za ljudi, ki smo zdajle tukaj, ampak večina ljudi oziroma odločevalcev pa mogoče tega niti ne pozna. Družbeni vpliv oziroma učinek je težko izmeriti in ovrednotiti, tudi o tem smo že govorili, tako da ne bi ponavljal. Prav tako nabor tem, na katere lahko družbene inovacije vplivajo, je zelo širok in je meje teh družbenih inovacij včasih težko postaviti. Tule imamo en diagram, kako lahko na hitro ugotovimo, ali je nekaj sploh družbena inovacija ali ne. In sicer ta tabelica je bila razvita v okviru projekta ASIS in socialno inovacijo določa kot projekt oziroma inovacijo oziroma idejo, ki vključuje visoko stopnjo sodelovanja in obenem visoke družbene rezultate. Pravi, če je vključenost deležnikov na nivoju opolnomočenja ali sodelovanja ali vsaj vključenosti, je to odlično. Če gre za samo posvetovanje ali deljenje informacij, to zelo verjetno ni socialna inovacija. Ključni so pa seveda tudi družbeni rezultati, ali so vidni, ali so realni, ali jih pa ni. Torej, kako lahko prepoznamo perspektivne projekte družbenih inovacij? V ASIS-u smo opredelili nekatere ključne dejavnike, ki vplivajo na določitev, ali ima nek projekt družbenih inovacij potencial za uspeh. Torej, ne govorimo o tem, ali bo uspešen, ampak govorimo o tem, ali ima potencial. To smo naredili na ta način, da smo partnerji zbrali precej podatkov iz obstoječih projektov družbenega inoviranja in smo jih uporabili kot podlago za izdelavo simulacijskega modela. Treba je posebej opozoriti, da smo se osredotočili na kvantitativne indikatorje in na osnovi tega tudi ta model deluje. Zdaj, kateri so ti kazalniki, ki smo jih prepoznali kot ključne? Prvi od njih je ta, da je vsaj ena oseba, ki je aktivno vključena v projekt, da ima predhodne izkušnje z dejavnostmi družbenega inoviranja ali je bila vključena v vodenje socialnega podjetja. Naslednja točka je, da v projektu aktivno sodelujejo ljudje z akademsko izobrazbo. Tretja točka je velikost projekta, ki mora biti
sorazmerna z financiranjem oziroma z vključenimi deležniki in vključenimi ciljnimi skupinami. To pomeni, da je seveda razlika med občinskim projektom pa mednarodnim projektom glede vseh teh točk, se pravi finance, vključeni deležniki in tako naprej. Pri financiranju je zelo povedna tudi struktura, od kje prihaja ta denar, ali je samo en vir financiranja ali jih je več. Pomembna je raznolikost deležnikov, da nimamo samo nevladnih organizacij ali pa samo javne uprave, ampak da gre za dejansko razpršeno strukturo iz različnih sfer. In pa še ena zadeva, ki smo jo tudi ugotovili, ki se je izkazala, da dejavniki značilni za posamezne države niso imeli pomembne vloge. Se pravi, družbena inovacija lahko enako deluje tako v Sloveniji, kot v Avstriji, kot v Italiji, seveda so lokalne specifike, ampak okolje načeloma ne določa, ali bo družbena inovacija uspešna ali ne. Mi smo v okviru projekta, se pravi, avstrijski partnerji so v okviru projekta izdelali simulacijski model ASIS. To je program oziroma orodje, ki pomaga oceniti, ali ima družbena inovacija potencial za uspeh ali ne. Kaj to točno pomeni? Ta simulacijski model ASIS, se pravi, je orodje za podporo pri odločanju, analizira podatke o družbeni inovaciji, ki jo želimo preveriti, glede na zbirko podatkov, ki smo jih zbrali v programu ASIS. Je orodje, ki na podlagi kvantitativnih parametrov izračuna potencial za uspeh nekega projekta družbene inovacije in pa je brezplačen za uporabo. Prav tako pomembno pa je, kaj model ASIS ni. In sicer ni orodje, ki določa, ali bodo družbene inovacije uspešne. Se pravi, to ni neka čarobna palica, v katero vneseš neke podatke in ti potem napiše, ta projekt bo zelo uspešen, pa ta projekt ne bo uspešen. Tega žal ne moremo narediti. Deluje kot nek dodatno orodje, s pomočjo katerega lahko deležniki, predvsem v javni upravi, ki želijo recimo preveriti, katere programe oziroma projekte družbenih inovacij bi bilo dobro financirati, dobijo še en dodaten input, ali ima ta program potencial, da postane uspešen ali ne, glede na neke predhodne parametre. In pa tudi model ni omejen na določene tematike ali na države, kot smo prej ugotovili, v bistvu ta del, kje se projekt izvaja, se ni izkazalo kot nekaj, kar bi imelo vpliv na to, ali bo projekt uspešen ali ne. Zdaj pa jaz predlagam, da mi kar v živo preizkusimo tale naš simulacijski model z enim primerom in pogledamo, kako to v praksi deluje. Ta program je dostopen tudi brezplačno, in sicer na spletni strani projekta. Dodal sem tudi povezavo v chat, tam čisto na začetku, si lahko potem sami pogledate. Zdaj pa bomo... Sem jo dodala še enkrat, da je čist zdaj pri koncu chata. Super. Zdaj bom pa jaz tole prekinil deljenje, pa bom delil program. Takole. Zdaj pa upam, da vidite tale obrazec. Šli smo na slovenščino in bomo vnesli... Ja, se vidi, sem, če je kakšna možnost, da malo povečaš. Aha. Tak, ja, to, super, hvala. Dajmo to. In bomo si zdaj to pogledali na osnovi, na primeru enega projekta. In sicer bom najprej malo povedal o tem projektu, da sploh vemo, kaj vnašamo noter. Zdaj, za izpolniti podatke za ta obrazec rabite ali projektni predlog
projektno prijavo ali ne vem, poslovni načrt oziroma pač nek dokument, iz katerega se da razbrati informacije o projektu družbene inovacije. V tem konkretnem primeru bomo vnesli podatke o projektu Nagrada oziroma 3+ nagrada. To je projekt, ki ga je na poziv Erasmus prijavljal Mladinski center Šentjur. Gre za projekt, ki so ga prijavljali skupaj s partnerjem iz Hrvaške, in sicer z društvom iz Krapinsko-Zagorske županije. In bi zdaj samo na hitro povedal, kaj je sploh smisel tega projekta, zato da lahko sploh vemo, o čem govorimo. Izziv projekta je bil, izziv, s katerim se je bilo treba spoprijeti, je pomanjkanje vključenosti mladih v lokalno skupnost. Vzrok za to je pomanjkanje privlačnih in spodbudnih načinov dela s mladimi strani organizacij, ki nagovarjajo mlade. Mladi se ne vključujejo in ne dobijo priložnosti za osebnostno in karierno rast. Predlagana rešitev. Ideja je bila razviti novo orodje, nov program, ki bo mlade spodbudil k aktivnosti in izkoriščanju priložnosti v njihovem lokalnem okolju. Na podlagi predhodnih izkušenj lahko to storimo tako, da ponudimo nagrade za različne vrste nalog. Postati aktivni državljani, za različne namene opravljati prostovoljna dela, realizirati lastne ideje, usposabljanje in izobraževanje za osebno rast te mladine, sodelovanje z mladimi, k sodelovanju pri projektu spodbujati tudi svoje vrstnike. Uradni okvir teh dejavnosti je spletna oziroma mobilna aplikacija, kjer udeleženci beležijo naloge, ki jih opravljajo, izbirajo zaslužene nagrade in analizirajo svojo osebnost, kariero in rast svojih osebnih sposobnosti. V bistvu gre za čezmejno sodelovanje, kot sem omenil, dve organizaciji, ena iz Hrvaške, ena iz Slovenije, poznale so se že odprej, kar je seveda pospešilo stvari, saj ni bilo potrebe po poznavanju medsebojnem in spoznavanju načinov dela. Shema je Erasmus, proračun projekta pa je 58.840 €, se pravi, v osnovi gre za mali projekt. Zdaj pa predlagam, da tole kar vnesemo v obrazec in vidimo, kaj se bo iz tega izcimilo. Uradno ime programa, napišemo ime, nagrada 3+, država, ki bomo napisali Slovenija. Kljub temu, da gre za, bomo potem naprej. Sektor, a je to družbena, okoljska ali tehnična inovacija. Kljub temu, da je tu orodje v bistvu mobilna aplikacija, ne gre za tehnično inovacijo, ampak gre za družbeno inovacijo, ki je samo v bistvu združena z tem tehničnim orodjem, ampak v osnovi je to družbena inovacija. Nivo programa. Kljub temu, da imamo čezmejno sodelovanje Slovenija-Hrvaška, tu moramo pač malo miselno razmisliti s podatki, ki jih imamo, to ne more biti nivo programa EU. EU nivo je tisti nivo, kjer je, ne vem, vključenih 10 partnerjev in gre za visoko financiranje in je pač nivo sodelovanja na nivoju EU. To bi jaz ocenil kot regionalni projekt, niti ne nacionalni, ampak regionalni, gre pač za dve regiji, lahko bi bil tudi občinski morda, ampak rečemo regionalni, ker na hrvaški strani gre za nivo županije, vključuje 25 občin, pri nas je pač ena občina, in bi po velikosti smiselno ga dali med regionalne. Potem imamo velikost ciljne skupine. Ciljna skupina v tem primeru so mladi na obeh straneh meje, pa še kdo drug, ki bi tudi sodeloval v tem. Iz projektnega predloga se je lahko razbralo, da je velikost ciljne skupine približno 1000 ljudi na obeh straneh meje. Število oseb, ki so vključeni v program, so nastavili na 20. Akademska izobrazba
Se pravi, tistih, ki so projekt prijavljali in ki ga bodo izvajali, je da. Se pravi, so zraven osebe, ki imajo univerzitetno izobrazbo. Izkušeni ustanovitelji da, sodelujejo osebe, ki so že izvajale podobne projekte. Potem razberemo iz prijave vključene deležnike. Inštitucije javne uprave, v tem primeru imamo dve, na eni strani je občina Šentjur, na drugi strani je Krapensko-Zagorska županija, univerze ni nobene, podporne institucije za podjetja in sektorske agencije vključena je ena, zasebni sektor nobenega podjetja ni, civilna družba, tukaj so navedli, da je vključenih na obeh stranih meje približno 15 društev, posamezniki, ki sodelujejo v aktivnostih, pa jih bo približno 100. Naslednji sklop je financiranje. EU sredstva, pridobljena s strani programa Erasmus, so v višini 58.840 evrov. Nacionalnih sredstev ni, regionalnih sredstev tudi ni. Prav tako lastna poslovna dejavnost, donacije, skupinsko financiranje in zasebno financiranje je vse nič. Zdaj, to bi lahko bilo tudi kako drugače, pač v tem konkretnem primeru se je celotna vrednost projekta prijavljala na program Erasmus. To je včasih tako, vemo pa, da je pač v praksi pogosto drugače, da je vsaj en del projekta treba sofinancirati ali iz včasih država da kaj zraven, nacionalna sredstva, včasih da občina, v večini primerov pa iz lastne poslovne dejavnosti. To se pač vnese noter v ta polja, v našem primeru so nule. Potem pa določimo še mejnike v programu. To je prav tako, pač se vidi iz projektne prijave oziroma iz poslovnega načrta, kaj si je pač projekt zadal kot mejnike. V tem konkretnem primeru je mejnik povečano število deležnikov. In zdaj, ko smo to vse vnesli, kliknemo pošlji in vidimo, kaj bo program izračunal. Če kliknemo tule gor, nam še enkrat naredi povzetek podatkov, ki smo jih vnesli noter, zdaj nas pa zanima analiza podatkov. Analiza podatkov je predstavljena po sklopih podatkov, ki smo jih vnesli prej, in sicer bomo šli kar po vsakem koraku, pa malo pokomentirali. Velikost ciljne skupine, in tu imamo ločeno glede na velikost programa, to je, kar smo prej na začetku zbirali. Mi smo izbrali regionalni program. V rdečem so označeni podatki v programu AZIS, to je tista kontrolni podatki, s katerimi se primerja naš projekt, ki smo ga pravkar vnesli. Vidimo, da je naša ciljna skupina nekoliko pod tem povprečjem, če bi pa gledali, da je recimo to občinski program, bi bila pa direkt noter, ampak še vedno je v predvidenem okviru za tovrstne projekte in tudi spodaj je napisano, da je za regionalni program velikost ciljne skupine v predvidenem rangu. Idemo naprej. Financiranje. Financiranje je, smo rekli, nekaj manj kot 60.000 evrov. Glede na pridobljene podatke je to v spodnjem rangu, spodnjem delu predvidenega ranga, še vedno je pač nekje v tistem okviru, ki ga program zazna izmed podatkov, ki so vnešeni vanj. Naprej, posamezniki vključeni v izvedbo, tukaj jih imamo 20, ponavadi jih je očitno manj za takšne tovrstne projekte in tudi program zapiše, da je število vključenih posameznikov visoko.
Zdaj, kot ste mogoče opazili, to so pač neke smernice oziroma glede na podatke, ki jih program ima, primerja projekt, ki smo ga pravkar vnesli, z podatki, ki so v programu noter in nam da neko oceno. Jasno je, da program ne bo rekel, da zaradi tega pa ta projekt ni dober, ampak samo da neko usmeritev, na kaj smo lahko pozorni in posebej preverimo, ali je ta zadeva smiselna ali ne. Naprej imamo stopnjo multiplikacije, je direkt v rangu, ki je primeren za regionalne programe. Število mejnikov imamo enega, kar je tudi ok. Zadje ustanoviteljev, se pravi, imamo ustanovitelje z univerzitetno izobrazbo in pa izkušene ustanovitelje, se pravi, ki so prej že delali podobne projekte, in pa struktura deležnikov. Imamo javno upravo, univerz nimamo, imamo civilno družbo in pa imamo pravi podporno inštitucijo. Struktura deležnikov je tudi tu v predvidenem rangu. In potem na koncu na program še izpiše 5 indikatorjev v predvidenem rangu, eden je nad ali pod njim, eden pa je izven predvidenega ranga. Zdaj je mogoče malo bolj jasno to, kar sem prej rekel, da program nam lahko da neke usmeritve. Se pravi, jasno je, da zdaj na osnovi tega, ker je en indikator izven predvidenega ranga, ne bomo rekli, joj, ta projekt pa ni dober in ga bomo zavrnili. Pomeni samo to, da nam da neko usmeritev, mi moramo pa sami smiselno in seveda glede na, bi rekel, logično sklepanje in glede na naše izkušnje oceniti, v kolikšni meri lahko to pozitivno ali negativno vpliva na našo oceno določenega projekta. In to je v osnovi to, kar ta program oziroma kar ta aplikacija ponuja. Zdaj, jaz bi na tej točki zaključil in bi vprašal, če ima mogoče kdo kakšno vprašanje glede tega. Drugače pa na povezavi je točno ta program, ki smo ga zdaj preizkusili, na voljo brezplačno v vseh jezikih, ki so bili v projektnem partnerstvu, in predlagam, da če zadeva zanima, poskusite kakšne rezultate dobite, mogoče na osnovi, da vnesete kak projekt, ki se že izvaja, pa mogoče za njega veste, kakšen je, ali je uspešen ali ne. Lahko pa se seveda uporabi tudi za preverjanje potencialnih projektov in se mogoče vidi, na katerih delih bi bilo treba mogoče še kaj dodelati. Rajko, že imamo prevod navodil uporabe? Imamo. In sicer Samo da bom jaz lahko pošljem potem. Ja, v bistvu je na isti strani, ki si dala tule povezavo na orodje, so pod tem orodjem so tudi povezava na navodila in so tudi tam v slovenščini, v vseh jezikih. Ja, meni se zdi, da če primerjamo zdaj to našo pa SROI, je veliko manj podatkov treba ustaviti, ne, je pa res, da tudi ocena ni sicer primerljiva, dobimo pa neko oceno, ne. Tu gre samo za kvantitativne podatke, ki se jih pač nekako lažje da izračunati takole z nekim programom, ne, in zadeva je precej hitrejša, je pa, rezultati so pa omejeni, tako kot si rekla, ja. Ja, tu je pač za omeniti, da to je res kot neka pomoč ali pa samo še en od načinov, ne, kako lahko nekaj evalviraš, ne tisti ključni, ampak ne, neka dodatna. Dodatno orodje. Tako. Okej, na tem mestu bi jaz se najlepše zahvalila Rajkotu, in če je kakšno vprašanje s strani poslušalcev, je zdaj čas. Ali pa komentar.
Ja, skoraj ne morem, da ne bi, ne. Kar izvolite. Mislim, idealno bi pa bilo, če bi lahko to dvoje združili, ne. Se pravi, tisti model, ki nam je bil prej predstavljen, pa tega, ne. Sami lahko to naredite v resnici, ne? Lahko vstavite v obe tabeli podatke nekega projekta in potem vidite, kaj dobite, ne? S tem, da ravno kar predstavljeni je bolj za evalvacijo nekih prijavljenih projektov, ki še niso morda realizirani, medtem ko SROJ metoda, ki jo je predstavila Anita, je pa v večji meri se uporablja za neke obstoječe projekte in kjer se že meri njihov vpliv, ne, Anita, če sem zdaj prav povedala, kar izvoli. Ja, hvala. Jaz bi se zahvalila za predstavljeno programsko opremo, se mi zdi zelo dragocena, tudi fajn je, kako s temi grafi lahko vidiš, ne, se mi zdi, da je to hitro, če si na primer nek ocenjevalec, zaznaš, kam zadeva vodi. Ja, tudi za SROJ, ne, so bile že programske opreme narejene in že takrat, ko smo mi to področje raziskovali, s tem, da pač so bile določene omejitve, ne, ampak ti je tudi tako fajn dalo nek rezultat. Tako da to so že v bistvu vse naredili, lahko si postal njihov naročnik, to so tudi privat firme delale, a ne. Je pa tako, eno je, kar recimo privat firme ponujajo, pa je lahko uporabna zadeva, drugo pa je, kar je nekaj splošno priznanega, veljavnega na ravni Evropske unije, na ravni države, recimo, da je nek konsens, nek dogovor, kaj je za tisto pravilo, tisti standard, ki ga bomo uporabljali, a ne. In zdaj, v bistvu, vi imate zelo odgovorno delo, ker ste na takih pozicijah, ne morate kar nekaj uporabiti, ne. Lahko pač se igramo, vsi, vsak po svoje, pa nekaj poskušamo, a ne. Je pa treba probati čim več različnih vidikov, kako bi rekla, upoštevati, ne, in zmanjševanja vpliva in povečevanja vpliva in nekih unikatnih zgodb, ne, ki jih pa en program v celoti vedno ne zmore, ne. In mogoče bi mogla biti neka kombinacija, tako si jaz predstavljam, ene programske opreme, ki da neko osnovo, pa mogoče še vedno neka taka, kako bi rekla, trezna, objektivna presoja neke komisije, a ne, da se odloči, ne glede na to, kaj pa program rekel, da še imaš nek manevrski prostor za odločanje, ne, ki lahko da potem končno oceno. Ne. Tako da jaz pozdravljam vse te programske zadeve, ki res lahko olajšajo stvari, da bi se tisti splošni dogodki tako na hitro izračunali, ne. Še vedno pa rabimo ta človeški faktor, ki pogleda na vso stvar, pa da vidi, kam res gre stvarno. Pardon. Hvala. Ja, vedno je človeški faktor, ne, mislim, tudi ti ocenjevalci morajo, ne, vzeti vsak projekt celostno in razmisliti, kam pelje, kaj so cilji. Pa če ni drugih komentarjev, bi jaz zdaj v chat dala eno povezavo do evalvacije teh naših skupnih srečanj, lahko si vzamete par trenutkov, malo poklikate, relativno hitro bo šlo, se mi zdi najboljše, da to naredimo zdaj, glede na to, da še imamo toliko časa, pa ko ste še sveži, torej razmislite, kaj vam je bilo všeč, kaj bi se še dalo izboljšati, kdo morda je bil tisti, ki vam je najbolj ostal v spominu oziroma največ doprinesel k vašemu delu, katera vsebina je bila to. Torej lahko vse vpišete v to evalvacijo, lahko pa tudi potem naknadno pišete na naše maile, lahko torej na moj mail ali pa Oliverjev, tisti, ki ste strani inovativni.si tukaj. Hkrati pa odpiram še torej debato, če bi še kdo imel kakšno vprašanje, ki ni direktno povezana na današnjo temo, lahko tudi na katero od prejšnjih dni, ali pa splošno, če se kdo želi s kom povezati, čisto odprto še recimo 10 minut. Ja, jaz bi se vam najlepše zahvalila za organizacijo tega, meni osebno je bilo zelo koristno, tudi navdihujoče. Bi pa mogoče predlagala, da se na podlagi takih
dogodkov, ne, tudi naredijo potem kakšne, tako kot je gospa Puh omenila, kakšne nadaljne povezovalnice, ne. Vsekakor tudi naša želja, naš načrt, da se to vrstno povezovanje nadaljuje. Seveda upamo, da ali bo to še v sklopu kakega projekta ali kakega nacionalnega, bolj strateškega povezovanja, morda kakšnega kompetenčnega centra na to temo. Vsekakor pa še enkrat vabim na to konferenco 1. aprila, kjer lahko še razširimo to svojo mrežo povezav. Kot sem rekla, tle bodo posamezniki iz 5 držav, tako da se lahko povezujemo ne samo znotraj Slovenije, ampak tudi znotraj evropskih držav. Bomo vas seveda obveščali naprej in upamo, da ni to zadnje videnje. Zdaj ste verjetno aktivni v evalvaciji. Anita, hvala, da si ostala z nami še. Ja, hvala vam za to možnost, mi je bilo dragoceno videti, kako se tudi tehnološko lahko podprejo te stvari, tako da hvala za predstavitev. Ja, jaz mislim, da zdaj v 3 dneh nismo imeli nekih tehničnih težav, na srečo. Skupine so bile kar lepe, 25 oseb, tako da tehnologija nam je služila, tokrat. In to tako manjka takih priložnosti, da bi se vsi 3 sektorji povezovali, veš, gospodarstvo, javna uprava pa civilna družba, oziroma nevladne organizacije. Je pa res, da vsak sektor ima svoje zakonitosti, svoje negativnosti in pozitivnosti, bom rekla. Tudi nevladne organizacije dostikrat pa ima neko svojo osebno zgodbo, pa kar napadajo, pa tako, ni to lahko vedno poslušati. Ja, mi to skušamo vsaj na področju družbenih inovacij izvajati od leta 2019 nekje, in vedno nam je nek sektor na teh dogodkih manjkal, Ali smo imeli v veliki večini socialna podjetja, potem smo imeli v drugem krogu dogodkov smo že imeli socialna podjetja in nevladne organizacije, pa mogoče enega ali 2 predstavnika javne uprave. No, v tem trenutku, to je bil tudi namen, da smo naredili akademijo prav za javno upravo, ravno zato, ker mogoče jih tam ni bilo, ali pa je težje priti do te ciljne skupine. Na nek način morda je ta epidemija in ti novi pristopi komuniciranja nam je tule malo stalo kar lepo ob strani, ker ste malo bolj dostopni zdaj tudi od doma, vas lahko pridobimo, vam ni treba hoditi recimo v Vitanje, kdo bi zdaj si vzel čas še dodatne 2 uri, 3 za transport in se vozil 3-krat v Vitanje, verjetno malo vas. Bi pa ta naš zaključni dogodek bil pa perfektna priložnost za prav to mreženje vseh akterjev, nam bo pa spet, na žalost, verjetno še ne bodo pogoji, da bi to naredili v živo. Zato tisti, ki uspete, pridružite se tam 1. aprila. Samo ni pa vsaka zgodba je najprej osebna, in pozitivna in negativna, tako da jaz pozdravljam to, kar je bilo tukaj večkrat izpostavljeno,
Da ne smemo govoriti samo o primerih dobrih praks, ampak tudi o primerih slabih praks, zato ker se iz teh lahko nekaj naučimo. Ne? Se lahko tudi iz napak drugih učimo, ni se nam treba vse na lastnih napakah učiti. Ne? Res je. Včasih lažje, ja, prenesti, se učiti od napak drugih. Ko ste zdaj to omenili, ne, mi smo imeli v bistvu dilemo, ko smo razvijali Horus nagrado, ne, to je slovenska nagrada za družbeno odgovornost, skupaj z Društvom za odnose z javnostmi, pa potem tudi ostalimi organizacijami, Združenje Menedžer, Združenje delodajalcev Slovenije, pa še mnogimi drugimi, smo to potem skupaj krepili in razširjali zlasti med gospodarstvom. Ne. Smo razmišljali najprej, da bi v bistvu iskali slabe prakse, ne, družbene neodgovornosti. Ne. In potem smo ugotovili, da je to lahko celo nevarno početje, če ti preveč pičeš nekam neko stvar. Ne. In da v bistvu itak v medijih že toliko teh negativnih praks, zakaj ne bi pa zdaj reši pokazali z zgledoma, ne, kako bi bilo dobro delovati. No. In pa smo se odločili, da bomo pač šli bolj v pozitivno komunikacijo. Čeprav res, zdaj, ko imamo pa to usposabljanje za certifikat, ne, pa so sami udeleženci ravno zadnjič rekli, ne, da bi bilo pa res najboljše, če bi še imeli kakšno nalogo, da se negativne prakse prikažejo, da bi se z tega dosti več lahko naučili kot pa s pozitivnih. Tako da v tem izobraževalnem smislu pa bi bilo super. No. Tako. Ja, za razmisliti. Jaz bi zdaj, ko si ravno omenila certifikat, sam še enkrat poudarila, prvi dan sem povedala, da tudi mi bomo izdajali certifikate, sicer so to res simbolične narave, nikjer vam ne bo nihče tega priznal. Ne? Torej, tisti, ki ste se prijavljali direktno pri nas, boste dobili certifikat z naše strani, tisti, ki ste se prijavili strani projekta Innovativen.si, pa seveda strani Oliverja. Tako da, če ni... kar izvolite. Glede na to, da zdaj počasi zaključujemo in vi ste čisto noter v Interregu in verjamem, da vas čaka zdaj še težko obdobje poročanja. Vsake pol leta težko Vem. poročanja. Ampak prihajajo nove finančne perspektive, o tem se zdaj zelo veliko govori. Te nove finančne perspektive, včeraj sem imela, zato sem prvi dan tudi zamujala, ker sem imela sestanek na to temo. In sicer gremo v 3 smeri z novim Interregovim programom, to verjetno vsi malo veste, in sicer v bolj zeleno Evropo, kjer bo poudarek na krožnem gospodarstvu, prestop iz linearnega v krožne sisteme in tako. Tukaj je veliko enih možnosti sodelovanja in drug poudarek bo Evropa, ki bo bližje državljanom. Tako da jaz tukaj noter pričakujem, da bi v tem delu mogla biti priložnost za družbene inovacije. In potem je še tretji del, ki bo poudarek med Avstrijo in Slovenijo, in sicer bodo to manjši projekti, bojo podpirali zdaj v tej rundi manjše projekte do 50 000. Predvsem tako, da bi bilo birokratično lažje za manjše podjetje, tako da se mi zdi, da je že malo tako spodbudno. Halo. Aha, jaz moram zdaj samo nekaj podpisati. Muss ich jetzt was unterschreiben, oder? Ja. Aha. Sekunde mi dajte, prosim. No, vsekakor mi razmišljamo o nadaljevanju teh dejavnosti in programov. Zdaj res je pa pri marsičem ali skoraj vsem odvisno od možnosti financiranja. Ne. Že Anita je prej o tem veliko govorila. Mi smo sicer, zdaj če govorimo o Centru Nordung, na nek način javna institucija, torej pod Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in pa pod občino Vitanje, ampak ravno tako moramo preživeti na trgu. Ja, kar nadaljujte. No, tako da približno se zdaj ve, v katero smer bo šle smernice. Program se bo sprejemal na evropskem nivoju tam nekje septembra, tako da lahko pričakujemo, da bo neki prvi tenderji zunaj konec leta, verjetno bo realno prvi kvartal 2022. Tako da, če je kdo, mi kot Slovenska gospodarska zveza prvič močno razmišljamo o tem, v kakšne projekte iti. Tukaj na avstrijski strani
Mi smo tukaj en povezovalec v regiji, hkrati imamo pa tudi eno dobro informacijo, katero podjetje se želijo v neke interrege, tako da če kdo razmišlja, katero od vaših organizacij, če razmišljate v tej smeri, da bi šli v neko čezmejno sodelovanje, prosim, obrnite se na mene, mogoče najdemo kakšno skupen imenovalnik tukaj, ali pa mogoče, če boste iskali kakšnega partnerja, vam tukaj lahko pomagamo. Tako da vabljeni, da vsi imate moj mail, sem tudi napisala od spodaj, vesna.hodnik@sgz.at, sicer nas pa tudi najdete na spletni strani. Skratka, smo odprti za ideje, na področju krožnega gospodarstva se nam že nekaj dogaja. Tako da, evo, to je v bistvu vabilo za konec, no. Velja, hvala. Dobro, potem bi se v tem trenutku zahvalila vsem vam, res za vaš čas, za lepo energijo, in upam, da smo naredili en korak naprej v teh vsebinah, torej družbenih inovacijah, da ste morda razmislili, da bi tudi vi, kljub temu, da ste že morda ambasadorji inovacij znotraj vaših organizacij, pa da to razširite še na ambasadorstvo za družbene inovacije. Tako da res upam, da se še vidimo, da še bomo imeli priložnost sodelovati, in seveda vam želim lep konec tedna.